Lepo pozdravljeni v podcastu Vroča tema. Tokrat govorimo o potresih. Zakaj o potresih? Zato, ker smo letos obeležili 50 let od prvega potresa v Posočju, seveda pa se spominjamo tudi vseh ostalih, ki so že bili na slovenskem ozemlju. Nenazadnje smo jim priča letos tudi v svetu. Z nami je dr. Roko Žarnič. Roko Žarnič je predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo. Lepo pozdravljeni, dr. Roko Žarnič. Lepo pozdravljena in hvala za povabilo, ki nam lahko pomaga, da ljudem prinesemo nekaj več informacij, pa tudi včasih jih potolažimo, da vsaka nesreča se da tudi nekako prebroditi. Res pa je, ne, da še posebej letos, ko gledamo te grozne slike, prav zdaj nenazadnje o Venezueli, nas je potresa spet vsakič, ko vidimo te slike, zelo strah, ker to se zgodi trenutno, praktično v nekaj minutah in ljudje so zakopani pod zemljo. Zdaj, poglejmo za začetek, sprehodila se bova kar čez precej teh ilustracij. Najprej venezuelski potres, ki smo mu bili priča, in nasploh pravijo, da se zdaj o pacifiški obali vrstijo potresi. Bova pogledala zdaj Venezuelo. Torej, zadnji potres, ki nas je nekako zdramil in zopet pokazal, kako je to lahko zelo tragičen dogodek, je venezuelski, ki je nek tipičen primer dvojčka, potresnega dvojčka, ki je nastal eden za drugim, prvi šibkejši, drugi močnejši, oba zelo, zelo močna, in vidimo tukaj, kakšno opustošenje je postavil. Tukaj pri tej zadevi se vedno vprašamo, ali ne znamo projektirati in graditi dobro. Znamo, tudi ti objekti, ki so se porušili, bi morali obstati. Vidimo, nekateri so, je pa to zelo značilno za mnoge dežele, ko se je videli tudi Turčijo, da sodobna gradnja načeloma na papiru po standardih obstaja, problem je izvedbe in zlasti kontrole. No in tukaj se pojavi tudi vloga oblasti. Namreč Kitajci povedo, da je vsak potres božje znamenje, ki pokaže na grehe. Omenili ste 50. obletnico potresa na Posočju, je pa letos tudi 50. obletnica katastrofalnega potresa na kitajskem, v Tangšanu, kjer je takrat po prvih novicah bilo milijon mrtvih, kasneje so te številke se zmanjšale, in takrat, ker je tedanje vodstvo poslavljajočega se ekipe Mao Tse-tunga, ki je bil že pokojni in ki so imeli kulturno revolucijo, se ni dobro odzvalo na potres, je omalovaževalo njegovo tragičnost, je tudi ta tako imenovana tolpa četverice, ker je bila vdova Mao Tse-tunga šla iz zgodovine in se lahko reče, da takrat se je začelo novo obdobje Kitajske odprte svetu, ki vidimo danes, kaj se dogaja. Tako da to so resne stvari in tudi za politiko. No, tu pri Venezueli ste zdaj omenili neko pomembno besedo, potresni dvojček. Namreč lahko, če spremljamo na YouTubeu razne te teorije zarot, pravijo ljudje, te teoretiki, da je to neobičajno, da je neobičajno v Venezueli bilo to, da je bil potres in potem takoj za njim spet še eden, ki je bil enako močan, če ne celo bolj. In seveda potresi bi pa nekako morali izvanjati manj teh treslajev. Kako je s tem? Ja, ni čist tako, kot ljudje mogoče poenostavljajo, berejo. Ja. Namreč potres je zgodba, ki se dogaja na prelomnici. Plošče med sabo se narivajo ali stiskajo in tu se ustvarjajo neke napetosti. Ko se sprosti del teh napetosti, ko recimo strižno popusti stik, ali trenje spada, pride do udara, pride do sprostitve energije. Ta energija se lahko sprošča na različne načine, odvisno kakšna je prelomnica. Očitno je tukaj bila prelomnica taka, da se najprej na enem koncu pretrgalo, takoj zatem, ko so se sile prerazporedile, pa na drugem. To je tipični dvojček. Videli bomo tudi drugi primer, Turčije, ki je pa primer kaskadnega
potresa. To pa mogoče gremo slika. najprej še na Venezuelo. Zdaj, ko omenjate te, recimo, medije, socialna omrežja, razne teorije, ne, tu je tudi neka slika fake potres. Ne. Poglejmo, kaj je to. Ja, to je v bistvu je to en video bil, ki je krožil po internetu, češ kako se je taka stolpnica prevrnila. Ne rečem, da niso bili taki primeri v Venezueli. Vendar ta konkreten posnetek je iz turškega potresa, iz popotresne prenove, ko so ugotovili, da je stolpnica toliko poškodovana v pritličju, da se jo ne da rešiti, in so jo potem z miniranjem sprožili in podrli. In ta video, ki je krožil, lepo pokaže, kako ta stolpnica pada in se ruši. Je bilo prodajano kot Venezuela, vendar kasneje se je ugotovilo, da je to Turčija. Torej, človek mora biti previden tudi, namreč to so strašenja, ne? Tega nas je strah, recimo. Treba je informacije navzkrižno preverjati. Ja. No, zdaj potem imamo še eno sliko, to je Turčija. Zdaj ste že večkrat omenili Turčijo. No, tukaj je primer kaskadnega. Se pravi, v Venezueli se je dogodek zgodil v veliki bližini en zraven drugega, ne? Tukaj v Turčiji pa po nekaj urah, po prvem dogodku 7-8, se je nekoliko naprej, kilometrih naprej, zgodil drugi potres. Se pravi, da je prelomnica tam popustila. Se tukaj gre za tipično prerazporejanje napetosti do nekega preloma in to je eno takega fenomena, ker zelo težko, ker ni prav, da lahko predvidimo potrese. Lahko vemo, kje lahko nastanejo, kakšni so pojavi, mislim, da pa še ne znamo povsem merati teh napetosti tako natančnostjo in velikostjo in predvideti, kdaj bo kje prišlo. Namreč ti prelomi so lahko več kilometrov globoki in ne morete vi na celi tej površini študirati napetostna stanja. Ampak ali so kakšni novi prelomi, ali so kakšne nove lokacije, prav zdaj v zvezi z Venezuelo so govorili, da o Pacifiku zdaj kar na lepem nastaja veliko potresov, je to zdaj kaj novega? Pred parimi dnevi je bil med Gvatemalo in Mehiko tudi zelo močan potres. Ja. Ki pa ni povzročil kaj dosti škode, ker je bil v morju, pa tudi do cunamija ni prišlo. Je bil pa take velikosti moči sproščene energije podobno kot v Venezueli. Na srečo ni bilo tako hudih posledic. Glejte, ves ta plameni krog, pacifiški, pa tudi atlantski, je mesto, kjer potresi nastajajo. Če gledate pogledati na tako karto na internet, se mogoče tukaj ene dve karti nazaj, ne, sliki nazaj, se vidi, kje ti potresi nastajajo. Ravno tako se vidi še eno, če lahko greste gor. No, tukaj je Slovenija, ne? Ja. 15.11. do 2026 Arso zelo dobro pripravlja dokumentacijo. Slovenija je zelo dobro dokumentirana. Torej 15.11. je ta Dobrač, Koroška, kjer se cel Dobrač usedel dol, ne? Ja, ker se tudi v Ljubljanskem gradu čutil pa vse, ne? Potem bi še Idrijski, ne? No, vidimo mi te črne pike, to je res hud potres, ne? Ja. No, in potem ta Ljubljanski bil pa tam nekje tisto lila piko, se pravi 8 do 9, ne? Ampak to je zelo dobro, vidimo tudi kronološko se da na spletni strani od Arsa zelo dobro slediti, ne? To se pravi črna pika, zdaj vidimo tule 9 do 10, ja. To govorite katero lestvico? MS, evropska, se pravi, tukaj gre za, preveč kaj narobe rekel, ampak gre velikosti okoli 7, 6, 8, 7 magnitude, ne? Kot mi merimo zdaj, da rečemo, 6, 7 je kar velik, ne? Dve stvari so. Ja. Eno je magnituda, to je merilo sproščene energije v zemeljski skorji. Drugo je pa EMS, je pa opisno pojav, ki se odraža na površini. Ta EMS temelji na tem, na opisu dogajanja v grajenem okolju. Kakšni objekti so se porušili, kdaj so se porušili, kdaj spomeniki se rušili. Iz teh opazovanj je prišlo do te evropske lestvice. In zgodovinsko ne moremo govoriti o magnitudah, ker nimamo podatkov. To šele zadnjih desetletij se to lahko odvija, stoletij.
Imamo pa zgodovinske podatke, zapise, recimo vizitacije cerkva, pa vsi ti dokumenti, ki kažejo, kaj se je tam dogajalo. In iz tega se da potem, kot ste omenili, Plazma Dobraču, iz tega se da potem sklepati, kakšen potres, kaj povzroči. Ja, recimo ta Dobrač 1511, vmes je nekaj veliko pik v Ljubljani, ta večji je bil 1895, ne? Ampak tamle je zanimivo to, kar navedno tudi Avstrijci učitajo, ki so proti nuklearki, ne? Ali pa novi nuklearki. Krško je tudi precej potresno področje. Glejte, nuklearka pa potresno področje, to sta dve zgodbi. Jaz se spomnim takrat, ko sem bil minister, ko je bila Fukushima, sem jaz bil ravno v Bruslu in je bila tiskovna konferenca. Imel sem srečo, da sem v tistem času bil v zelo dobrih odnosih z avstrijskim ministrom okolja in kmetijstvo, ki mi grede greščanski Hrvat, in sta skupaj nastopila in smo povedali, da ne gre tukaj za potresno moče, to je obtežba, gre, kako mi objekt naredimo. In ti objekti so zelo varni. Potem malo kasneje je prišlo do neke mednarodne ocene varnosti objektov. Krško je bilo na 3. najvišjem mestu po varnosti. Stresni testi so bili delani. Tako da tukaj s njim ok bat. Je zelo kvalitetno narejen. Poglejmo tudi Fukushima. Ni bil potres kriv, da se je to zgodilo. Bil je tsunami val. Edina napaka je bila, nismo mogli predvideti, da je zaščitno obzidje okoli nuklearke ni bilo dovolj visoko in močno, da je ta plimni val zadržalo. Kar je pa zelo zanimiv podatek, tisti čas je prišlo v medije, na nekem hribu ozadje z Fukushimo so najdli neki kamnit pomnik iz, ne vem, tam 10. stoletja, kjer je pisalo, da nižje od te točke se ne sme graditi. Se pravi, da zgodovinski spomin včasih nam peša. Ja, to je res. Vse je bilo podobno tudi pri slovenskih poplavah, ne? V Savinjski dolini. Ja, kakšno rekli. Ampak glejte, zdaj imamo še sklop slik Hrvaška, to je tudi bolj to, kar je bilo zdaj na zadnje, česar se spomnimo. Tu ste tudi vi na eni od slik. Povejte nam o Hrvaški, zakaj je tam prišlo. Ta Hrvaška je zelo zanimiva zgodba. Te slike so narejene 1. januarja 2021. Se pravi, par dni po petrinjskem potresu, in ta slika je tam na enem razpoki na obali Save blizu Petrinje. Torej, vi stopite v razpoko, ne? In je ta je široka 60 centimetrov. Od 60 do nekje tudi meter, nekje 50, tukaj se nekako cenili okoli 60 centimetrov. To je nova razpoka, ki je nastala. Ja, med tem potresom. No, ampak kaj je s to Hrvaško bilo zanimivo, ne? Mi smo takrat, jaz sem takrat še bolj deloval v društvu Rotary v Grosupljem in smo z enim kolegom iz Novega mesta smo nabrali en majhen kamionet zadev in se odpeljali. In ljudje so bili neskončno srečni. Mi smo bili prvi, ki smo prišli pred Hrvati na ta področja. No, takrat smo v 15 dni s tem kolegom to ponovili še dvakrat. So nastali takrat ti posnetki, no, jaz sem takrat še tudi COVID-u tam dol mi grede. No, in tukaj je bilo par zelo zanimivih posnetkov. Gor vidimo Petrinjo, potem je tukaj ena cerkev v bližini, potem pa tukaj še nekaj zelo zanimivega, to je pa gora, to je eno malo naselje, ker je bilo na poti križarskih vojn. In tukaj so templari postavili svoj prvi samostan, tudi v Trdbo, da je ščitila na tej križarski poti. Kasneje, ko so templari, vemo, uničili, ne, francoski kralj, so Ivanovci tole hospitalili prevzeli in na to potem so Turki uničili, kar je bilo, potem je uničila tudi zadnji hrvaška državljanska, ali kako rečemo, vojna. No in so potem arheologi hotel narediti rekonstrukcijo. In ko so se ruševine razčistili, so najdli zelo dobre ostanke templarskega templa, cerkve, in so tukaj naredili repliko. Vendar tehnološko tukaj niso bili imeli gradniki, ki dosti besede, glavni konzervatorji,
in so narobe razumeli arhitekturo pa gradnjo tega časa. Mislili so, da so ti objekti bili narejeni iz suhozida kamnitih blokov. Kot v času templarskih. V bistvu so pa takrat delali zelo tanke malte, ki so bile po današnjem rekli modificirane malte, kaj s krvjo telečjo, z dlakami, jajci, in so bila v to lepila, kot je na Kitajskem takrat so delali. In so bili ti bloki zlepljeni. Tukaj pa niso bili. In je bilo tole, to je posnetek približno leto pa pol po rekonstrukciji. Torej se napake, zgodovinski spomin maščuje. Ja, no pa tudi velike razpoke, ne? Ja, to so pa te na cirku tam v selih, ne. Ja. Je tudi taka, tukaj, moram reči, tukaj so misli še celo ni naši sodelovali Gras pri sanaciji, kasneje, če se ne motim. Gor so pa s kolegom tukaj na Petrini, to je pa središče Petrinje. No, tukaj se hotel povedati, to je pa tipičen primer glavnega potresa in popotresov. Namreč najprej je bil še šibkejši potres pol leta prej v Zagrebu, potem Petrinja in vidimo tukaj v tej sliki, koliko popotresnih sunkov še bilo. Tudi to je eden od normalnih pojavov. To se pravi, te so šibkejši so se začeli, pol je bil glavni v Petrini, potem pa spet izvanjali. Tukaj je bil močen začek, pol pa šibkejši. Šibkejši, ja, to pravijo, da je na nek način. Ne, če gremo po Italiji, Camerino, ki sem bil tudi tam, tam so imeli pa jih obratno, so bili pa šibkejši. In pol, ki so rahlo poškodovali, potem pa glavi sune čez nekaj mesecev, ki je pa močno uničil leta 2016. Jaz sem Camerino obiskal leta 2021 in Camerino je na staro mesto z univerzo iz 1366 leta, pa tudi mesto se pohvalijo, tam je rojena blizu mama od papeža Sixta iz 16. stoletja, ki je veliki reformator, in ima neko veliko vlogo to mesto. Pol leta je bilo zaprto in še vedno počasi odpirajo to središče. No, povejte mi zdaj spet, če gremo na te vzporedne teorije. Še ena Hrvaška je. Še ena, pa ampak imam hrvaško vprašanje tudi. No, pogremo še to. No, izvolite. Ja, no, hrvaško vprašanje, pač ne morem mimo teh raznih teorij. Nekateri pravijo, da so ti hrvaški potresi nastali tudi zaradi frackinga. To se pravi drobljenja rudnine in potem nastanejo praznina in napolnijo to z vodo. Kaj vi mislite o tem? Ne vem. Vendar polni smo teorij zarot. Ja. Zdaj, ki se vam pelo, sem ravno poslušal teorijo zarote, ali smo bili na Luni, ker na današnji dan kao prvič bili na Luni. Ja. Glejte, tudi ravna zemlja, ne? To je zgodba, ker ljudje z objavljanjem mrzdo v medijih služi na fejku, ne? Ampak bi bilo možno, da bi s frackingom, ki pač tu na nek način pridobivamo nafto iz rudnin, no? Glejte, osebno nisem strokovnjak, ampak težko verjamem. Dobro, to je Hrvaška. No, tukaj ni par primerov, Sisački grad, tam znan v Sisku na levi strani, ne? Ker je v bistvu luknja nastala, ki je cel dimnik z kuriščem izpadel, ne? Kot tujek noter. Potem ena cerkev, ki je zelo močno poškodovana, tukaj je potem na naslednjem potresu se še bolj podrla, ne? Jaz sem not slikal, malo pred tistem, lahko me ujel. Pole pa tukaj lep zgled razlike med krhkimi, neduktilnimi zidanimi objekti, novejšimi, pa tradicionalno posavsko, pokupsko gradnjo iz lesenih brv, pa lesenih elementov, kot je ta desna. To se pravi, spodnji del hiše je zidan, na vrh pa tudi ne, to je samo met, vode. Metan, to je les, ampak je metan. A vse je pa les? Ja, vse je. Namreč, jaz sem se takrat s temi ljudmi pogovarjal en teden po potresu, prav škripalo je, ko hudo, sosedu se je popodiralo. Se pravi, lesena gradnja je absolutno najboljša rešitev za potres, zato ker vi lahko zelo natančno projektirate, naredite lesene povezave. In cela stvar se obnaša, rečemo, duktilno, se lahko zelo deformira, ne da bi se porušila. In na teh stikih se nekako energija potresa sprošča oziroma potroši. Te strižne napetosti. Ja, oziroma ne tice zemlja, ampak sile, ki pridejo prek zemljine v objekt, se na teh stičiščih nekako
ujamejo, potrošijo, amortirajo in potem tak objekt nima hudih poškodb. No, ampak takoj vprašanje, ne, ker seveda veliko je pač teh montažne gradnje, tudi zdaj je moderna v Sloveniji, do katere višine lahko gre, ne? Stolpnica sigurno ne, kako je s tem? Glejte, to je nekaj, kar sem se jaz približno 20 let raziskovalno ukvarjal na fakulteti in moj diplomant, magistrant, doktorant Bruno Dujič, zdaj zelo uspešno naprej dela na tem, imam podjetje. Midva sta približno 20 leti v Slovenijo prepeljala križen lepljen les, CLT. In smo v laboratoriju na faksu veliko preiskav delali in iz tistih naših preiskav smo pomagali modelirati te objekte in KLH, to je ena avstrijska firma, je delala prvo večnadstropno stolpnico v Londonu, ki so jo projektirali tudi na osnovi naših rezultatov preiskav. Take stolpnice danes rastejo zelo visoko. S kolegom Dujičem sva bila na Japonskem, kjer so 10-nadstropno stolpnico na potresni mizi, stolpnico naravne velikosti. V Kyotu? Ne, to je Miki je ta del. Na tej mizi so preizkušali v naravni velikosti 10-nadstropno stolpnico. To ni problem, problem je, kako so ti elementi povezani. To so masivne plošče, 10, 12, tudi 15 cm, ki se da sprojektirati, in tudi močna vezna sredstva jeklena, in se da tako to projektirati, da kontrolirano požira energijo potresa. Kaj se je pokazalo? Največji problem je bil to, ker je to zelo vitka pa elastična konstrukcija, da na najvišji etaži so se podvojili vhodni pospeški. Rešitev za take objekte je potem, da jih položiš na gumaste podložke. In da se potem tam zadeva amortizira, koliko so mostovi. In potem ni teh efektov. Ne? Se pravi, danes ta CLT, križen lepljeni les, je rata izredno popularen in se zelo visoke stolpnice gradijo tudi na Japonskem brez nekih predvidnih problemov. Na gumi v osnovi, ne? Ali kako? Tudi lahko, ena od možnosti. Govorimo o izolaciji, potresni izolaciji na temeljnih ravni. Lahko je karkoli. No, zelo zanimivo, ne? Ker recimo, če gledamo seveda zgodovino slovenskega potresnega inženirstva, to imamo tudi eno sliko in seveda je tu takoj Nebotičnik, kajti tudi Nebotičnik je na taki svinčeni platformi, da tako rečemo podlogi, ki ublaži točno ta guma, ne? Dobro, mi se hvalimo, ne, radi, da je to prvi sodobni objekt, ki ima izolacijo v temeljih. Prvi zgodovinsko izolirani element je grobnica Kira Velikega, Sajrusa. V Perziji, 600 let po našem štetem, meni se zdi, ker so to tako naredili, da so na dobro zgaleno kanito podlago nasul gramos enakih zrn in na to naprej gradili. No in ta objekt še vedno do nas stoji. Zato, ker se pač drugače niha glede na ostalo. No, to idejo, ne ravno to, ampak so tudi pri Nebotičniku uporabili in moram reči, da je to izredno sodobna zgradba, leta 1933 zgrajena, in jaz vedno rečem, takrat se je začelo slovensko potresno inženirstvo. Rad to prodajam, da je to zdaj 90, pa še kakšno leto zraven. In zadeva je res tako delana, da je temelj na večplastni, pač kovinski pa bitumenske plasti. Sama konstrukcija je zelo sodobna takrat, armirano-betonski okvir z zidanimi ponili. Takrat je projektant Dimnik računal to po najbolj sodobnih japonskih še nastajajočih, ne predpisih, ampak znanih. In je cela zadeva bila zelo dobro narejena, če me boste pa vprašali, če bo to delovalo, ne bo. Zato, ker so potem pa prislonili objekte zraven in se ne more gibati.
Se pravi, če delate... Imaš še gibljiv objekt, pa to Ne, objekt, je lahko celo nevarno gor, ki je proslon se prelom. Ja, Se pravi, če delate tako zadevo, morate imeti vsaj gap oziroma razpoko. v bistvu prazen prostor okoli Za objekta, dilatacijo, da se lahko dilatacijo Ja, lahko da se- premakne. Če se ne. Pol pa še nekaj. Jaz ne vem, kako je bilo tisto dol narejeno, če tista zadeva je lahko tudi s časom, tudi če bi bil ta razmik, še delovala. Ampak važna je ideja. No in potem, če pa gremo naprej, naše Naše stolpnice, stolpnice, ja. je pa 30 let kasneje grajeno, to znanje je bilo pozabljeno. Po vojni pozabljeno. Dobro. Ja. Očitno takratni projektanti niso bili toliko široki, kot je bil projektant Dimnik. Ne? Ja, so pa tiste pobili, pa jih pokradili. Ne vem, Če smo kaj je bilo. politični. Nič se ne ve, kaj Dukiča sigurno, ne? nič se ne ve, kaj je bilo, ne vem to. Ampak glejte, tukaj gre pa za zidane stavbe, Ja. kar v taki višini zidana stavbo težko narediš, da bo potresno varna, sploh pa po sodobnih razmišljanjih. To se pravi, to je Roška stolpnica, to je pa Štefanova, tista To je pa tista glavna, stolpnica, ki zraven je- Narodne galerije. Ja, ki je 50 metrov od hiše, v kateri lastnik živi profesor Pfeiffer. Mislim, on pravi, da vedno to gleda. Ne? Profesor, ki je tudi strokovnjak za on, potrese. on pa profesor Tomažič, ta številka ene. Ne? Ampak to je tako, ne? Zdaj, se ni nujno, da vsaka stvar, ki tako zgleda, da bo padla. Jaz nisem prepričan, pa tudi No, se tudi težko reče, da bo to padlo. Iz katerega leta so te stolpnice, Roška pa ta? To so 60. Še pred skopskim potresom. Ja, to je bilo grajeno od 59 do 65. Ja. 10 let stropne so, ni bilo še predpisov in projektanti so računali samo na vertikalno obtežbo, ne še horizontalno. Že tu se je vedel, 30 let prej, da potres obstaja. Ne? No, kaj bi jaz rekel za tiste, ki živijo noter, ne? Tukaj, da bi šlo to na tla, da bi se čist podrl, nisem prepričan. Ja. Je pa sigurno, da je prišlo do hudih poškodb. Zato, ko govorijo o sanaciji teh objektov, jaz mislim, da je to nesmiselno. Glejte, vsak objekt ima življenjsko dobo. Če govorimo o objektu, ki je nosilec spomina, se pravi kulturna dediščina ali dediščina prababice, ne? Pol se trudimo ta naš spomin materializiran ohraniti. Vendar tukaj pa slab spomin, bi rekel. In zdaj iti v neko investicijo, ki so načrti za tole sanirati, ne? Ki bi približno, ne vem, čistoča so različni računi, delajo iz RMK oziroma na Zagu so delali, ampak tako, nauč, ne, saj njih 70-60% vrednosti objekta, s tem, da funkcionalnost stane še vedno, iz onega obdobja inštalacije še vedno, in zato najbolj bi bilo to vse skupaj podreti. Ta cel kare dati investitorju, da ga uredi, naredi garaže, karkoli že, tem ljudem, ki so pa kle, pa odkupi stanovanja in jim pomaga ali kupiti nova stanovanja, ali pa namensko zgraditi neko naselje. Recimo Tangshan, ki sem prej omenil, tam je bila taka zgodba, da so se hiše podirale, to je bilo rudarsko mesto, oblast je zgradila za tiste stolpnice, da so videli, kot so se odstranjevali in zopet gradili. Se pravi, to se vse da delati. Ne? No in mislim, da tukaj za vse te objekte, lahko bo kdo, ko to slušal, me čudno pogledal, ampak mislim, da je nesmiselno, ker ni kulturna dediščina zaščiteno to ohranjati, vendar je treba rešiti. Je pa en problem. Problem je ekonomske moči lastnikov. Problem je, ker mrstev to stanovanje bilo praktično zastonj kupljeno po Jazbinškovem zakonu. Problem je, ker so neka stanovanja potem na trgu preprodana po višjih cenah. Tukaj ni tehnični problem. Je bolj ta lastniški, komercialni problem. Država tukaj ne more kaj dosti narediti, ker to je lastnina.
No in najino govorjenje spet že vpliva na to ceno. Ne? Ja. Recimo, če bi zdaj imeli trg delnic nepremičninskih, da bi imeli nek nepremičninski trg ali pa delnice, bi pa zdaj takoj padle. Ne, mogoče sem prej povedal, ampak mislim, moja skrb pa je tudi v tem. Mi moramo opozarjati, ker jutri v tej funkciji predsednika Društva potresno inženirstvo je moj, bi rekel, mora to, da bo jutri zatresel, pa me bo nek vaš kolega pa vi vprašal, kaj ste pa naredili, da bi bilo manj škode. Ja, pa konec koncev tudi Savsko naselje, ne, ali pa na Hrvaškem trgu zelo blizu je tudi... To so dva tipa. Ja. Ne, in zato pravim, mi moramo opozarjati, je pa res, da država bo tukaj organizacijsko lahko veliko pomagala, pomoč pri ugodnih finančnih konstrukcijah, mogoče iskanju investitorja, ki bo to uredil, to je tržna zadeva. Ne more pa država lastnikom zagotoviti nova stanovanja, enkrat jih je pa že prodala poceni. To je problem. Ne? Ja. No, še posebej je problem recimo pri tej stolpnici na Štefanovi. Ne? Ja. Zdaj, če bi to rušili oziroma karkoli bi se dogajalo, pa da se sama zruši, zraven je Narodna galerija, lahko se tam uniči kaj od dediščine, tamle vidimo otroški vrtec, ne nazadnje so tudi kakšni vladni objekti, Ministrstvo za finance, to je vse v strogem centru je cel ta problem. Ne, zdaj. Glejte, kvadrat zemljišča na tej lokaciji je zlato. Rušenje tega objekta kontrolirano je tehnično izvedljivo. To ne bi šlo z miniranjem, ampak po času odstranjevanja vse se tam naredi. Tako da ni problem. In ker je pa to tako elitni del, in tukaj po mojem pri vseh teh stvarih je treba iskati investitorja. Pride nekdo, ne vem, plača. Ja, seveda, ljudem uredi zadeve ali pa odkupi stanovanja. To je zdaj ni, gledajte, eno je tehnični problem, to vemo, kaj je problem. Drugo so pa te zgodbe, nepremičninske, ne? Lastniške, volja. Ki so močnejše. Ja, te so realne, ne? Ja. No, zdaj tole ste omenili, ne, glede na to, da ste vi pač predsednik Slovenskega društva za potresno inženirstvo. Ob tej 50-letnici prvega potresa ste imeli tudi neko skupščino, nek dogodek in ste v bistvu opozorili na sanacije objektov, ki se dogajajo, energetske sanacije, ki se dogajajo mimo te potresne ni, ne, čeprav bi bila potresna tudi potrebna. Vidite, ta je zgodba, kot veste, jaz sem bil najprej del moje kariere na ZRMK-ju, ne, od leta 76 do leta 89-90, potem sem bil še zadnji direktor ZRMK-ja, ker sem nekako po navodilu ali podpori Tanciga, minister takrat, reorganiziral ZRMK Pazak, jaz sem bil prvi direktor, zadnji direktor ZRMK-ja. To se pravi Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, potem pa Zavod za gradbeništvo. Takrat je bila stvar tako odločitev, da Zavod za gradbeništvo je državna inštitucija, namreč mi smo imeli problem z veliko opreme pa amortizacijo. In to na tržnih pogojih se ni dalo in to smo organizirali ta del, ki je bil privatiziran ZRMK, ki je v bistvu dedič zgodbe, ki je bil kot konzulting preiskovalna organizacija, drugo je bil pa ZAK, kot državna inštitucija, tudi za kontrolo in tako. In seveda, stari ZRMK-jevci so na obeh koncih. No, in jaz takrat bi moral nadaljevati kariero kot direktor ZAG-a, pa sem se bolj raje odločil nadaljevati kariero na gradbeni fakulteti, ker sem potem ustanovil katedro za preizkušanje materialov in konstrukcij in nadaljeval, ampak ves čas sodeloval in z ZAG-om in z ZRMK-jem. Veliko mojih doktorantov, diplomantov so se potem tam zaposlili. Ampak sanacija teh objektov, energetska recimo, ni dovolj. Energetska je pa tako, ne. Ves čas, ko smo to delali, smo na to opozarjali, vendar ni bilo posluha. Tako je v Posočju bila zamujena priložnost energetske sanacije, tako je pred velikim navdušenjem energetske sanacije marsikje je bila pozabljena potresna sanacija. No, v Toledu smo imeli sestank 12. Neformalni ministrski, ker sem jaz izpostavil ta problem in je ta zgodba integriranja prišla v Toledsko deklaracijo, kjer so v Evropi začeli razmišljati o hkratnem
saniranju. No in to je potem ratalo nekako zdaj tudi moderno, vendar je problem. Obleči objekt je en strošek, prenoviti pa drugi, tudi motnja. Če vi oblagate fasado, brez problema živite noter, ne? Pa okna, če menjate. Ja. Če pa razbijate, pa štemate, pa urejate, pa drugačna zgodba. Ne? Ampak zdaj bi to ojačanje, se oprostite, da vas prekinem, dali bi vi na fasado, se bi jo lahko od zunaj ojačali, ne? Brez tega razbijanja. Kako je s tem? Ni čisto, ne. Jaz sem kot mladi inženir ene objekte tudi v Ljubljani tako projektiral, ne. To so eni objekti tukaj ob Ljubljanci, na Prulah, ker so iz elektrofilterskega pepela grejeni zidaki, ki tudi razpada, če odsune. In tam so imeli idejo, da bi cel objekt oblekli z lupino, betonsko, tam takih 27 centimetrov, utrdili tako, na vrhu pa ojačali teraso in gor dodali še 2 nadstropja, lahke konstrukcije, noter pa ojačali jedro, tam je stopnišče, ne? In s tisto investicijo takrat, to je bilo leta, tam 80 letih, smo mi ugotovili, da bi zgradnjo dodatnih 2 etaž na trgu financirali kompletno prenovo. Sem takrat so bili še stari islamski predpisi, niso bili evrokodi. Zahteve evrokodov so približno 30% više kot prejšnjih potresov. In tista sanacija danes bi težko bila skozi predpise spravljena. Zato povem, da malo poznam to zgodbo, ne, čisto osebno, in mislim, da iti to sanirati je malo mission impossible. No, ampak zdaj, ko ste omenili predpise, ne, leta 1964 je bil potres v Skopju. Tako se je tudi po tem potresu, tudi v tej nekdanji Jugoslaviji, Titovi Jugoslaviji, v bistvu so se spremenili predpisi. In vse zgradbe, kakšna je zdaj razlika? Po letu 64 so bolj varne, ali kako? Če mogoče en diagram, gremo naprej, bom lažje razložil tukaj. Ja. Tukaj se ves malo to, kar vi sedaj vprašate, skušal v eni črti pokazati, ne? Tam je nebotičnik 33, pa resolucija, prehitimo potres leta 93, 90 let. To se pa zdaj zadnja, ne? Ja. To, tem bomo malo kasneje, ne? In tukaj sem na tej črti pokazal od leta 49, 48, ko je bil ustanovljen ZRMK, ko so bili 3 inštituti takrat, za gradbištvo ZRMK, za kemijo Kidričev, pa Štefanov za fisko, ne, s atomsko bombo v tem letu. No, in potem je bil na Golovc 58. leta, potem je IKFIR, profesor Pfeiffer, leta 71. Pa potresni, ne, v bistvu. Inštitut na univerzi, ne. Ja. Mi smo se s potresi ukvarjali na ZRMK-ju kot praksa, tle pa bolj teoretično, pa raziskovalno, jaz sem doktoriral tle na FGJ-u, ne. No, in potem leta 83 smo ustanovili društvo za potresno inženirstvo, vsi ti, ki so tukaj od zadaj bili udeleženci, potem je ZAK 94 organiziran, IZS 96 in Državni zbor 23. Ja. Zakaj to? Potem so pa z rdečem pa mejnike kot dogodke, ja. Ilirska Bistrica, 56. Skopje, Banja Luka, Kozjansko, Ulcin, Furlanija, Posočje, pa Zagreb, pa to. Vidimo, da temu sledi pa razvoj zakonodaje. Ja. Namreč, že leta 1948 so obstajali začasni tehnični predpisi SFRJ. Če biti projektanti stolpenc, takrat tudi teh, ko smo jih gledali, ne? Ja, imeli malo širši pogled. Bi že tam kaj se naučili, ne? Je pa v tistem času bilo tudi par bolj naprednih strokovnjakov, tudi profesor Bubnov postali, pa Turnšek, ki so že takrat skrbeli za prenos novih znanj v projektiranje in so naredili neka priporočila za Slovenijo, potresna področja, tik pred potresom v Skopju. Ko se je ta zgodil, so ta priporočila praktično bila prenesena v prvi jugoslovanski pravilnik o začasnih tehničnih predpisih
za gradnjo na slednjih področjih SFRJ. Se pravi, so slovenski strokovnjaki očetje tega prvega. Od takrat je tudi slovenska stroka, bila tudi v Jugoslaviji, vodilna na tem področju, tudi ko se je IZIS v Skopju ustanavljal, je bilo z veliko pomočjo strokovnjakov, tudi z RMK-ja pa ostali. Ne. No, potem je zelo zanimiv zakon o seizmološki službi leta 1978, ki je prinesel pa odgovornost lastnikov. Ta še vedno se ne izvaja. Ne? Potem imamo iz leta 1981 pravilnik o tehnični normativi za graditev objektov, ki je sodobnejši, in zdaj pa še Eurokode. Zdaj povejte, kateri objekti, če se vse izvaja, so zdaj najbolj varni, recimo Eurokod ali kako? Glejte, tudi objekt, ki je bil grajen po prvih jugoslovanskih predpisov, če niso golfali v materialu, če niso golfali pri izvedbi, če je bil nadzor, bi jaz brez problema živel v njemu. Ubil me ne, lahko mu hude poškodbe na opremi, na te, ampak bi živel. Vsaki potres naprej je nekaj prinesel. Pred Eurokodih so bili predpisi tako narejeni, da ni bilo nevarnost za življenje v takem objektu. Seveda objekt je moral biti tako narejen, da se ni podrl, se ni močno poškodoval. Zakaj so pa Eurokodi toliko bolj napredni, ampak tudi bolj zahtevni, 30%, ker je uveden še ena druga zgodba, pogoj uporabnosti. Se pravi, serviceability limit state, se pravi, meja uporabnosti. Ta pa pove, da objekt, poleg tega, da ne ubije koga, mora ostati še vsaj delni funkcionalnosti po potresu, da ne sme priti veliki poškodb. Velika zgodba okoli prenove kliničnega centra. To so objekti kritične infrastrukture, ki morajo delovati tudi po potresu. Zato je pri teh objektih, pri projektiranju, takrat niso bili tako projektirani, ampak pri prenovi izredno pomemben ta pogoj uporabnosti. Je pa res za nekega objekta, tudi če bi bil dobro delan, ne moreš z nobenimi ukrepi dvigati na raven 100% po sedanjih zahtevah. To se pravi, to, kar smo videli na začetku v Venezueli, ne, ali pa tudi zdaj videvamo, se v Sloveniji oziroma v Evropi ne more zgoditi, ali pač? Tako ne. Če bi bil potres v Ljubljani, bi mogoče 2 objekta padla. Pa ni rečeno, kdaj so grajena. In ko bi šli gledati, zakaj, bi hitro ugotovili nekaj od tega, kar so se prej pogovarjali. Ali ni bilo kontrole, ali so bili slabi materiali, ali bilo načrtovanje nekaj. Načeloma, če se gradi po projektih, ki so po sodobnih znanjih, ali pa tudi po teh starejših predpisih, če je bil nadzor dober, če je bila kvaliteta, ni problema. Vendar mi imamo danes problem, ker ni več revizije projektov, ker ni več kvalitnega nadzora. In to, kar se je dogajalo v Venezueli, kar se je dogajalo v Turčiji, je bila posledica ne slabega, tudi ne projektiranja, izvedbe ali spreminjanja objekta po izvedenem. V Turčiji se spomnim, sem šel takrat Kočeljarsko gledati, ne. To so objekti, recimo družinski, 4 etaži, 5 etaži, grejeni podobno, kot je ta naš nebotičnik, armirano-betonski skelet, zidane ponila, ker so ljudje v pritličju ta ponila vendar, da so lahko imeli gospodarsko dejavnost. Ja, in tudi pri nas rušimo nosilne stene v blokih. No, in se potem se cela stvar zložila dol, ne? No, ampak lejte, zdaj ne samo nadzor, tudi vzdrževanje, ne? Prav zdaj je bila tudi obletnica zrušenja mostu v Džinovi, ne? Zdaj, povejte mi, kako je s tem vzdrževanjem, armirani beton, kakšna je njegova življenjska doba, kaj se da narediti, ne? Saj tudi tu mogoče ne vemo v celoti, kaj se bo zgodilo z našimi stolpnicami. No, jaz bi tako rekel, ne, stopnja stroke in znanj je danes zelo napredna. Sploh pa še čistko malo,
ki imamo to umetno inteligenco, pa čete, ne, vi veliko lažje iz velikih podatkov, iz zakladnice najdete odgovor ali saj usmeritev, kje poiskati odgovor. In mislim, da so ta orodja izredno koristna, ne kot nekaj zate naredi, ampak to je zelo kvaliteten brskalnik. In so v veliko primerov najdete dobre, slabe prakse. Veste, vi dostakrat slišite, ne, da se bomo oslanjali na primere dobre prakse. Ne, mi se moramo oslanjati na primere slabe prakse. Ker eno slaba praksa koristi, da vidimo napako in da ne ponovimo napake. No, to pravim, da mislim, da je tukaj zelo močna vloga inšpekcijskih služb, pa vsega tega aparata, ki mora zagotavljati. Je pa tudi zakonodaja. Tukaj pa odločevalci, pa vsa administracija morajo to zadevo razumeti in se s tem ukvarjati, koliko je treba. No, vi ste bili minister v Pahorjevi vladi? Ja. Ja. Torej, kaj naj ministrstvo naredi, recimo? No, jaz sem takrat tudi kot minister bil odgovoren za popotresno prenovo Posočja, smo zaključovali zadnje stvari. Minister je toliko močan, kolikor uspe organizirati ministrstvo. Vi na ministrstvu imate, ko sami veste, več slojev. Prvi in drugi sloj so pod vplivom politike, minister in njegov tim. Ostali sloji so pa večni. In z lahkoto ti ostali sloji ne povejo vsega, kar bi moral, kar bi rabil minister, ker ščiti tudi nekako svojo informacijo in položaj. In mislim, da je uspešnost ministra, da ukrepe prenese čim bolj globoko po svoji piramidi. Je vam to uspelo? Ste imeli vi kakšne blokade? Glejte, 2 leti je minister, ne? Ja. Jaz tako pravim, pol leta rabiš se pripraviti, pol leta se poslavljaš in let pa lahko delaš, ne? Mi smo imeli veliko idej. Če bi jaz še eno leto minister, bi bilo še marsikaj lahko narejenega, namreč jaz sem takrat želel, jaz sem bil kot minister tudi predsednik nadzornega sveta stanovanjskega in ekosklada. Jaz sem se takrat zavzemal, ampak šele zelo začeti, da bi naredil nek presek, ker bi ravno te zadeve financiralo, študiralo, kako hkrati energetsko in potresno sanacijo narediti. Zmanjkalo časa, ni šlo, ne. Jaz sem takrat ustanovil tudi posebno delovno telo protipotresno, vlada je ustanovila, ne, ki pa potem nekako naslednja vlada ni razumela, da bi ga rabili, pa je šlo ven, ne. Takrat, ko so bile poplave, mene so zelo zaradi poplav matrali, ne, smo takrat z vladom ustanovili ta direktorat za vode, ki je šele čez nekaj vlad zaživel, ne, pa tudi kot vidimo pri teh poplavah se ni dobro izkazal, pa so ga pol malo reformirali, ne, tako da minister lahko nekaj začne. Posledice njegove ideje pa teh se pa čez nekaj časa pokaže. Ja, ampak če se prav spominjam, pa me popravite, če sem pozabila, narobe spomnim, niste vi določili tudi za te sončne elektrarne celice na strehah, da je to dodatna obtežba in da bi praktično morali dopolniti to gradbeno uporabno dovoljenje? Kaj je bilo s tem? Ker dejansko ljudje na strehe nekaj postavljajo, neko obtežbo novo in nič. Kako je bilo s tem? Takrat se je nekateri zelo mudilo čim več teh celic postaviti, ker so se z novim letom spremenili pogoji. Šlo je za tržno zgodbo. Tržno, net. In je bil tudi velik pritisk name, pa se nisem dal, ne, ker sem rekel, gledajte, pol se je izkazalo, ne, ena streha se je v Novem mestu tam pri Kolcu celo podrla, ne. Problem je, ker vi ne morete čistiti, če močan sneg, vemo, vsak tem časa je, se lahko podre, ker je ta obtežba. Problem je z gašenjem tega. Problem je s pohodnostjo. Se pravi, to ni kar tako, jaz imam teraso, pa dajmo gor. Ne, to je resen projekt. Zdaj, če vi na lastno hišo daste celice, pa če vam nekdo oceni, so vaši špirovci, če stara hiša še dobri, je to enostavna zgodba. Jasno so inštalacije se to. Če gre pa za nek velik objekt,
kot recimo, kaj se je ena hala v BTC-ju, kateri nosilnost že obstoječa, ne vemo, kakšna je ali pa problem, še dodatno obtežite, samo zato, da bi nekdo lahko dober posel naredil, prej se spremenijo predpisi, je bila glavni razlog, da sem bil jaz proti. In so bili veliki pritiski, ampak pač... Ampak potem, kaj pa je danes, pa gre to naprej mirno? Mislim, da so zadeve... Brez dodatnega izračuna statike? Mislim, da so zadeve bolj urejene. Nisem, ampak mislim, da je le zaleglo takrat, ko sem opozarjal malo na te zadeve, ne. No, torej vi predlagate, torej ne vi osebno, ampak v tem Slovenskem društvu za potresno inženirstvo tudi uvedbo potresne izkaznice stavb, ne? Zdaj, gledajte, izkaznice. Jaz sem s temi izkaznicami dolgo izkušnje. Tam nekje v 90-ih letih smo imeli en cost projekt evropski, ki se je zaključil s tem, da bi mi rabili imeti neko izkaznico objekta. Building Identity Card, BICA. S kolegico Marjano Šijanec sva skušala naše zavarovalničarje, takrat na ZRMK-ju, da bi šli en tak projekt, pa nekako ni bilo razumljenega. Kasneje se ta zgodba nadaljevala, jaz sem leta 2009 dobil en evropski projekt, 7. framework, imenovan Evropska izkaznica kulturne dediščine, SHIC, Cultural Heritage Identity Card, ker smo razvili kartico za kulturno dediščino. To je bilo iz 13 držav strokovnjakov, tudi direktor Šembruna, pa taki, pa Heritage Scotland, močna zasedba. In smo to kartico naredili, ki je večplastna. Ideja je v tem, vi kot lastnik niste zainteresiran, da vse o vaši lastnini je javno, pa celo pod prisilo. Ker to vpliva na ceno. To je tako kot družina. Kaj se meni družini dogaja, je eno, kako pa družina zgleda na zunaj, kot je drugo. Ista je zgodba. In to je čisto formalno pravna zadeva. Tako. No, mi smo potem celo to stvar prikazali, zakaj razlagam, ker je analogija, kot ledeno goro. 10% je javnega, ostalo je pa odločitvi in kontroli lastnika. Isto govorimo s kartico. Ja, kartica da, mislim, da država bi lahko investirala neodvisno, kvalitetno, in kolega Dolšek se s tem ukvarja in tudi uspešno razvija naprej, da mi imamo metodologijo, ki je verificirana, državno potrjena. Imamo orodje. Potem pa vi kot lastnik se odločite in financirate, ali po tem orodju vašo nepremičnino cenijo. Ali drugače, jaz kot vaš kupec rečem v redu, jaz ti bom to kupil, pokaži mi kartico. Torej, energetska kartica ja, izkaznica potresna pa ne. Glejte, energetska čist druga zgodba. Ja. Zaradi tistega, ali je malo več energije, ali ne bo noben res konc. Potres je pa drugo. Glejte, kar predstavljajte si, kdo bo kupil vaš objekt, če vas država prisili, da morate dati kartico, vi boste takoj advokata najeli, pa boste rekli, to je privatna lastnina, s tem je država meni škodo naredila, drugoče se pa midva v odnosu, da jaz kot kupec rečem v redu, pokaži mi kartico, da bom vedel, koliko lahko plačam za to nepremičnino, ali bom varen. Se pravi, mislim, da metodologija ja, prisila, da pa vsak od nas mora to imeti, je po moje pade na ustavnem sodišču, ker to je, ne? Ja, no in tu na koncu je neka resolucija, zdaj, če gremo po tej časovni premici, resolucija, ki je bila sprejeta v Državnem zboru. Torej, o čem govori zdaj ta resolucija? Dobro, tako, recimo strokovnjaki, ki kakor vidite, IZS, fakulteta, ZAK, ZRMK, smo se dolga leta trudili, da bi mal odločevalcem povedali, da je problem, ker ta interes je padal. Namreč, bolj daleč, ko je potres, pozabimo, ne? No, in mi smo takrat se zelo matrali 2 leti, od 21. Vodila je to zadevo IZS, sekcija za gradništvo. Inženirska zbornica Slovenije. Sekcija za gradništvo.
in se je uspelo ob veliki pomoči Ministrstva za naravne vire in okolje, tudi kolegica Marta Skubic pa kolegi gor so zelo aktivno kle sodelovali, da je po vseh tistih usklajevanjih bila ta resolucija napisana in sprejeta v Državnem zboru. Moram reči, da v tistih časih, ko je bilo težko kaj soglasje najti, od 71 prisotnih poslancev je 55 bilo za resolucijo. Torej leta 23. 23, je še v prejšnji sestavi. To je v Golobovi. Ja, ampak to nima, namreč hočem reči, da potres je taka tema, da je nadpolitična. Namreč vsaka politika to mora skrbeti, ker kot sem rekel, božja kazen, ko pravijo Kitajci, menja oblast. In oblast obstane, koliko se zna obnašati po potresu, pa tudi kaj naredila pred potresom. To je to izredno politično vprašanje. No in ta resolucija, krepiti potrebne odpornosti do leta 2050, prehiten potres, je ena od unikumov tudi v svetovnih razmerih, ne? Zelo napredna. Vrag je v detajlih, v izvedbih. Resolucija je seznam pobožnih želja. Cele stvari je treba pa zakonodajo, pa predvsem financirati. No in tukaj je cela zgodba naprej, ne? Če mogoče naslednjo. V tveganjih? Ja. Namreč, kaj se je dogajalo? Po resoluciji je ravno v tem času prišla do menjave ministrov naravnih virih in prostoru in je nastopil Jože Novak, ki je pa tudi tehnik. Mislim, on je pač krajinski arhitekt, urbanist in se tega zelo dobro zaveda. Se pravi, tukaj ni šla zadeva, njegov angažma nikakor ne politično, čisto strokovno, in je rekel, treba kaj narediti na tem in se je 2 leti trudil. In takrat je ministrstvo naročilo pa ZRMK pa ZAGU izdelavo ene študije kot strokovne osnove za akcijski program, ki ga potem naprej morajo pa narediti uslužbenci ministrstva. Zdaj, oktobra 2025 so bile strokovne študije narejene, ki so na popolnoma solidni strokovni osnovi, brez vsake stvari sta še kaj, ampak karkoli že. In jaz sem potem iz tistega dokumenta naredil to matriko tveganj. Ja. Hotel sem oceniti, kaj je resolucija, kaj so strokovne podlage ugotovile, da so največji problem in tveganja, da bi to resolucijo sploh lahko implementirali. V Sloveniji, ne? Ja. To je tudi globalno isti problem, ni naš Slovenija drugačna. Največji problem je pomanjkanje kadrov. Zakaj? Jaz sem še razmeroma mlad, glede na moje kolege Tomaževiča pa Fajfarja. Ampak ste že upokojeni tudi vi. Sem 76 let. Ja. Peter pa Miha pa Matej, mi smo nekako druga generacija, odživeči še, ne. No in prihaja do prenosa znanja. Vaš sin je tudi aktiven, pri tem je že 4. generacija. Kritično je pomanjkanje kadrov in prenos znanja v prakso. Znanja na akademski nivoju so dobro razvita, vemo veliko. Nastane problem, kako to prenesti v prakso inženirju, ker ko zatrese, mora biti 100 inženirjev, tehnikov, mojstrov, pa podjetij, ki bo to delali. Tistih par doktorantov, pa magistrantov, diplomantov je neko jedro, ampak ne morete s tistem. Se pravi, najbolj kritičen je premalo načrtovalcev, nadzornikov in izvajalcev. To je podobno kot pri strehah, ne? Pride toča, tistih recimo nekaj, ne? Ja. Veliko povpraševanje. Ja. No, potem so pa naslednje visoko raven tveganja je zamude pri zakonodajnih spremembah, nizka motivacija lastnikov, smo govorili o stolpnicah, ne? Denar, nezadostni viri, preobremenjenost gradbeništva. Danes delajo Nepalci na Hrvaškem. Ja. Mi dobrih mojstrov z Bosne pa iz Kosova nimamo več. Ne, veste, to je problem. O Slovenci, da ne govorimo, premalo. Preobremenjenost, nezadostni podatki o stavbah. To je pa to, kar kolega Dolšek želi, pa se matra na tem, da bi ste v kartico to dobili čim več. Ne? Kakovost izvedbe, kar sem prej govoril, tudi
kritična. No, malo manj je problem nizke javne podpore na tem, kar delamo, tudi hvala za danes, je tudi del te aktivnosti, ne? Inflacija, rast stroškov gradnje. No, IT tveganja, baze podatkov, ker je ta področje zelo dinamično, tukaj ne vidim velikih problemov. Ampak pravim, kader. Ampak to recimo, kar se tiče teh javnih zgradb, ne, ko smo že rekli, kaj bi morali najprej? To so vendarle šole, vrtci. Katere so tiste stavbe, kjer bi pa res morala država nekaj narediti takoj? Obstaja zakon o kritični infrastrukturi. To so najbolj kritične. Se pravi, bolnica, gasilska postaja, razni štabi, civilne zaščite, prevoznost cest, viadukti. Vse to mora funkcionirati poti, tudi po potresu. Tukaj, to je največja stopnja zahtevnosti. Prva stvar, ki država mora ta register prečistiti, pa vedeti, kaj na stvari. Jaz se strinjam z zaščito energetsko, ampak je to v redu, ne? Ampak govorimo zdaj o neki drugi zadevi. Ne? Potem so ta druga kategorija vrtci, to trgovska središča. Neke stare hale, ki so bile rejene, ne vem kdaj, je vprašljivo. Javna skladišča, ne? Govorite BTC, javna skladišča, ne? Da ne bojo kakšni nosilci, ki so gor na velikimi razponi dol padali. Zato nihče ne skrbi. Industrija, kemija, zelo malo. Resolucija se nanaša na stanovanjske objekte. Mi rabimo resolucijo tudi za to. To so te stvari, ki je treba. So tudi zgodbe, ki se da ugotoviti čez dan, kje je največ ljudi, preko signala mobitela, ne? Pa kje jih je čez noč največ. In to na ta način vi lahko programirate, pa vidite, kje so kritične točke. A to zdaj piše v resoluciji? To so predloge, ali kako? To so tudi ene od stvari, nakažuje. Zdaj bolj govorimo o njih takih detajlih, ki niso se ona je bolj načelna. Ampak vi ste predlagali platformo za hiter potek potresne predelave. Ja, to je pa zdaj ena zgodba, če mogoče še en naslednji posnetek. Glejte, ko smo pripravljali ta dogodek 6. maja, ob 50. obletnici potresa, to je naše društvo dalo inicijativo za to in smo Polska. Namreč, če pogledate te organizacije, iz vsake od teh organizacij so ljudje, ki so vodilni, tudi člani društva. Društvo ima 54 članov, se pravi 2 akademika, profesor Pfeifferja pa Tomaževiča, do nas in do vseh teh tudi Dolšek, vsi ostali, in smo nekako razmišljali, da moramo državi pomagati. Mi vemo, da akcijski načrt, program, to bo trajalo. Dajmo pa mi nekaj narediti takoj. In zdaj tukaj veliko je tudi magister Ficko, Gregor Ficko, ki je direktor zbornice gradništva in gradnega materiala. Se pričujem. Smo se nekako tik pred tem dogodkom 6. maja odločili, da začnemo razmišljati o neki platformi. Cela ideja je pa prišla na naši skupščini društva, ki je kolega Bran Kozadnik rekel, da je bilo dobro kaj takega narediti, tako v debati. Torej ideja je o tem, da obnovimo zmogljivosti, predvsem kadrovski, to je odgovor na uno tabelco. Tveganja, ja. Obnovitev zmogljivosti, se pravi, da pozovemo strokovnjake, govorim od akademskih do delovodij, ki bi bili pripravljeni stopiti v katalog, v bazo strokovnjakov, za kateri potem organizirali dodatna izobraževanja, ne formalna, ampak bolj aplikativna, ker bi tudi nekateri od njih bi del učenja, učimo se skupaj, ne? In usposobna podjetja. Če bi imeli ta katalog, ker bi lahko Geodetski inštitut Slovenije zna s temi bazami delati, tudi državna inštitucija, tako da ne bi bilo kakšnih problemov,
ti certificirani strokovnjaki podjetja bi s tem, ko bi šla v ta proces, bili pripravljeni v trenutku, ko nastopi potres in ko civilna zaščita uredi zadeve, takoj pristopiti k prenovi. Ne da bi tako, kot smo takrat pri zadnjih potresih, v drugem posočem najprej po leta izobraževali, pol pa sanirali. Se pravi, ravno tako, to je rapid, takoj, v enem mesecu. Problem je bil zdaj z poplavami, ne? Ki je gradna pisarna zaradi kar nekaj časa porabila, da je nabrala strokovnjake. Pa še zdaj ni sanirano. Dobro, jaz govorim zdaj o strokovni, to so druge zgodbe. No, in če bi imeli certificirane strokovnjake in certificirana podjetja, bi oni s tem, ker bi ta napor naredili, imeli že v tej mirnodobskem času pred potresov neko značko kvalificiranega in bi tudi na trgu imeli prednost. Licenco, da oni to ja, potem pa je tukaj važen pravni okvir, država. Država je že pri prvem potresu, drugem potresu in zdaj pri poplavah ustanovila državno pisarno, ki to vodi, v redu. Tudi zaradi, ker je tukaj eno od nosilcev tega pisarne, verjetno mi rabimo nek zakon, ki bo status teh podjetij reguliral, tudi podeljeval certifikate. To niso neka spričevala, ki jih kot društvo da, ali pa zbornica, ki imamo strokovne izpite, to je nekaj skupek tega, to bi bilo, tak sistem postaviti ni jutr, ne? Ampak da bi imeli verificirane strokovnjake, potem pa še organizacijsko strukturo, imeli katalog deležnikov in pravila aktivacije. Moja ocena je, da bi rabili dvakrat toliko, kolikor potrebujemo. Ker ko se to zgodi, ena podjetja, kakorkoli že, ne? No in jaz sem si potem predstavljal, da tukaj lahko društvo naše pomaga pri koordinaciji, strokovnjake iz prakse preskrbi inženirska zbornica, zbornica arhitektov, podjetja uredi zadeve gospodarska zbornica, Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, zakonodajalec certifikate, ZRMK zaradi izkušenj poskrbi za državno pisarno, Geodetski inštitut pa za register strokovnjakov. In zdaj, ta ekipa, ki je tukaj vidite, se konec septembra sestanemo na gospodarski zbornici in bomo skušali nekako vzpostaviti stik z novo ministrstvo, z novim ministrstvom in jih seznaniti in jih nekako pritegniti k celi zadevi. Je pa res, ne, da recimo zdaj, če gledava to zgodovino, tisto zgodovinsko premico od 1511 pa do danes, ne, je to v bistvu, mi živimo v nekem vrljivem zatišju. A ne? In zdaj cel ta tim, cel ta gremi teh strokovnjakov z licenco, je vprašanje, kdaj bodo sploh oni lahko to v praksi realizirali, ali bo potres ali ne, najbrž ga sploh ne bo. In najbrž je to tudi en del. Tega zadeva, ne? Ja. Jaz, če grem po certifikat, pa jutri z vami konkuriram na poslu, mi bo naročnik prej mene, kaj vas povabil. Kje je še kot dodatna znanja, verificirana znanja. Če vi vodite podjetje, ki ima certifikat, ko bom jaz delal razpise, izmed 10 podjetij v 3 certifikatom, sem z vami bolj resno pogovarjal, ni rečen z njim, ker veste kaj, moramo priti do tega, da ni kriterij izbire najnižja cena. In to je zgodba. Se pravi, prehitimo potres, to je ta zgodba. Mi se pripravljamo prej. In vi morate imeti kar dober korenček, da lahko aktivirate ljudi, ker oni tu morajo nekaj investirati v to. Je pa res so ta podjetja strokovnjaki po drugem posloškem potresu rabili tudi usposabljanja in je to trajalo. Ne? No zdaj, ali to v tujini je? Ne? Vi ste tudi bili na evropski ravni, OECD ali OVSE, oziroma ja, kje ste zdaj bili, kje ste še predlagali to platformo? Glejte, res se meni zdaj zadnje 2 meseca kar hitro dogajajo. Ne? Pred kratkim so veleposlanci v Organizaciji za varnost in sodelovanje Evropske unije vzhodnega dela, tega mediteranskega dela, organizirali nek seminar znanost v politiki in so me prosili, da nekaj pač povem, ne?
ker tudi vejo, da sem čas politiki, ne, in pol sem rekel, to je pa krasno, ne, in bom pa s to idejo seznanil. In je bila kar dobra debata in so se hvalili, ne. Zdaj, moja ideja je, ne, če mi tole postavimo v Sloveniji, to lahko prodamo na celem Balkanu, in lahko naredimo povezave, kaj ima pa to prednost. Predstavljajte si, da imate ta sistem v Bolgariji, pa je potres v Albaniji, pa imate ta sistem tudi v Sloveniji. Zelo hiter, kvalificirani strokovnjaki tja pošljemo. In to je taka mreža, interventna, ki je bila zelo koristna. Celo zadevo je še naprej, razmišljamo tudi o temu, da bi na področju kulturne dediščine v okviru ICOMOS-a eno tako mrežo gradili globalno. Ampak vi zdaj odhajate na Kitajsko, boste tudi tam to predlagali? Ja, jaz samo eno presenečenje, tik pred odhodom na dopust so me povabili na eno konferenco. Kitajska letos se spominja 50 let Tangšanskega potresa, ki bo tudi 50 leti kot naš, ne? In takrat, kot sem rekel, je prišlo do menjave oblasti, ne? Kitajska se je odprla. S kolegom, profesorjem Miha Tomaževičem, sva bila 10 let po tistem potresu povabljena od kitajskih oblasti, da smo imela serijo predavanj po kitajski in tudi na tistem kongresu. No, zdaj so po 40 letih se spomnili in me zopet povabili in v nedeljo za en teden odhajam na Kitajsko. In tam boste predlagali to platformo? No, zdaj na tem tudi bomo pa priliko enega sestanka, oskega, strokovnega, 4 oseb, se pravi gostitelja, visoke osebe v administraciji za potres, profesorja, njegovo ime je ta kitajska imena. Ja. Profesor Ruiji Wen, ki je direktor inštituta za potres znotraj administracije. Poleg tega na tem sestanku bo tudi podpredsednik Svetovnega združenja za potres in predsednik Evropskega združenja za potres. In moja malenkost, ne slučaj kako, ker bi se nekaj pogovorili, kako lahko Kitajska sodeluje po naporih mednarodnega in Evropska združenja za potres. In jaz zdaj, ker se pripravljam na to, bom probal debati in malo to idejo prodati. Ja, dobro. No, zdaj za konec nam pa vi povejte, kaj so največji miti o potresih. Česa mi ne vemo, kaj vemo narobe? A mislite problem ravne zemlje? Ne vem, ali tam kaj manjši problem potresa ali kako. Glejte, kot sem rekel, ne, na mitih nekateri zelo dobro služijo in živijo. Pri tolikih informacijah je zelo, zelo težko. Recimo, jaz dostakrat uporabljam Grand News, ne, portal poznate, ne, ker oni nekako eno informacijo skozi različne vire preverijo, ocenjujejo. Levo, desno, zeleno, rumeno, črno, kakorkoli že, da dobite nek vpogled, kaj bi verjetno bilo res. Pa še tako v zgodovini ne vemo, kaj zmagovalci pišajo. Danes je izredno težko priti do prave resnice. Pomaga nam strokovno znanje, ampak v oskem. Potresne žirce je blazno široko. In jaz o nekih stvareh sem slišal, imam pojma, nekaj lahko narobe vem, kako pa nekdo, ki ni izobražen, lahko rečeš sploh kaj o tem ve. Zato je pravilo stroke je, da čim bolj, ko se pojavi nek mit, razbijemo ta mit oziroma iščemo ozadje. Zdaj, kaj so klasični miti? Ne znam zdaj povedati. Mogoče vi kakšnega poznate, pa bom skušal komentirati. Ja, saj malce sem jih že navedla, recimo te teorije zarot, ne? Ja. Ali pa recimo, da so umetno ustvarjeni potresi, o tem se veliko govori, ne? Ja. Tako kot vreme naj bi bilo tudi umetno. Zgodba harpa, ne? Ja, recimo, ne? Ja. To je eden takih, ne? Tudi... Glejte, vedno je za temi miti, treba to gledati, je lahko tudi interes, komercialni. So lahko nekateri, ki lansirajo mite, da bi lahko, kaj sem, zvišali vrednost delnice, ali pa bitcoin, ali pa zlata. Tako da vedno, ko gledate o mitu,
jaz kaj pogledam, jaz skušam videti, kakšen bi bil interes nekoga, Kdo bi če bi ta profitiral? zarota vlala. Kdo zmaga finančno. Ja. Kdo ima kaj od tega? No, ampak vendarle, recimo, če damo en napotek ljudem, torej, mi, ki smo hodili v šole, se smo približno ista generacija, tam Jaz malo nekje. starejši. Ja. Vendarle so nas učili, smo imeli vaje, zlezete pod mizo, greste v podboj vrat, če je potres. A se je tukaj spremenilo? Glede, ta fama podboja. Ja. Veste, odkot je to? Včasih so bile hiše tako delane, da je bil zid debel, vsaj 40-50 cm, med zidovi so bili pa leseni tramovi. Če si v prostoru, ti lesen tram pokopal. Si šel pod podboj, si imel tistih 50 cm varnega prostora in se je podrlo. Danes v teh stavbah ni več tega. Iti pod mizo je dobro že zato, ker je tudi steklo, karkoli že, pa tudi če se kaj poruši, le nekaj ohran. To ni nič narobe. Zdaj, iskati, dobro je, če ti poznaš prostor, v katerem živiš in vidiš, kaj narediti. Jaz imam nekega starega znanca, ko smo imeli neke projekte okoli požarne varnosti, kulturne dediščine, ki je rekel, jaz kadar pridem v hotel, najprej pogledam, kje lahko zbežiš ven. Ne? Se pravi, če živiš doma, pa če se bojiš tega, je zelo dobro, da vidiš, kam se umakniti, kje je problem, da niso bili steklene površine, da ti omara ne pade. Sodobno omare so take, pri Ikei, pa kjerkoli, Ja. da so prešraufane, kar je zelo pomembno. Ne? Japonci imajo celo predpis, kaj mora biti na policah, da vam zadeve se. Mi lahko z veliko malimi stvarmi si pomagamo, ker tudi če vas nekaj poreže, je hudo. Ne? Ja. Dobro, to je to. Sva kaj pozabila povedati, doktor Roko Žarnič? Ne vem, jaz sem kar zgovoren, tako da mislim, da je bilo kar dosti. Dosti informacij in napotkov. Torej, doktor Roko Žarnič, najlepša hvala za ta zelo zanimiv pogovor. Hvala vam, ker s tem tudi prispevate tem našim naporom, da nekaj naredimo še preden zatrese. Ja, no, in to se pripravljamo in hvala za to, da ste nas gledali. Nasvidenje.